Izrael trdi, da je ubil poveljnika mornarice iranske revolucionarne garde, ki naj bi bil neposredno odgovoren za blokado Hormuške ožine, kritične točke za svetovno oskrbo z nafto in plinom. Zalivske države pa Teheran obtožujejo, da ladjam zaračunava visoke zneske za prehod ožine, tistim redkim, ki jih sploh spusti skozi. Elena, kakšno je zdaj stanje v Hormuški ožini, koliko tankerjem in ostalim ladjam sploh uspe prečkati to ozko grlo? Ja, podatki o tem so precej izmuzljivi. Iranske oblasti pravijo, da je z njihovega vidika Hormuška ožina zaprta le za sovražnike. Toda od začetka vojne je promet padel za okoli 95, celo 97%. Na prehod ožine trenutno čaka več 100 ladij. V širšem Perzijskem zalivu jih je obtičalo okoli 3000. Iranski zunanji minister je povedal, da so odobrili prošnje za prehod ladjem v lasti Kitajske, Rusije, Pakistana, Indije in Iraka. Kot navajajo Hormuz Tracker, Hormuz Monitor in podobne spletne strani, naj bi ožino prečkalo od 3 do 5 ladij na dan. So pa omenjene številke na trhlih nogah, saj imajo nekatera plovila zaradi strahu pred napadi izklopljene oddajnike in so tako izginila z radarjev.